trenutno. Vemo, da ko bo ta vzorec analiziran, in to si bomo prizadevali, da se tudi pravna osnova za to bazo podatkov vzpostavi v najkrajšem možnem času, da bomo potem lahko rekli, našli smo vašega sorodnika, kaj želite. Takrat bo pa seveda vsak izmed nas na tapeti in pri dilemi, kaj storiti. Trenutno ne vemo, koliko žrtev bo iz Hude jame. Ocene se gibljajo od 2000, v nekih najbolj groznih ocenah jih lahko 6000. Dokler ne pridemo do dna, je sklep se ne neha. Ko bo pa zadnji ven, bomo pa vedeli, koliko jih je. In ker država želi ta postopek izpeljati v celoti, iz kakšnih nagibov lahko se dolgo pogovarjamo in dolgo debatiramo noč, je seveda naša zahteva, da enaka procedura, kot velja za Hudo jamo, se uveljavi v vseh slovenskih grobiščih, ki jih bomo še odkopali. To se pravi, to ni enkraten dogodek. Ampak podobno je v Begunjah, podobno pričakujemo zdaj pri Celju ponovno v Košnici. Pričakujemo, da se bo enako nekoč dogodilo tudi v Kočevskem Rogu, predvidoma prihodnje leto, naj bi bilo prvo brezno na tapeti. To so zahtevni posegi, ogromno je bilo uničenih dokazov, tudi ogromno uničenih človeških trupel. Kaj bomo uspeli dobiti ven, je drugo vprašanje. Ni moja naloga v tem razpravljati, nisem niti poklican, niti nisem usposobljen, da bi lahko to stvar razložil. Moja naloga je kot predsednik Nove slovenske zaveze zagotoviti, da se ta država končno zaveže storiti vse, kar je možno in potrebno, da ta postopek spelje. Temeljni problem, in bom zaključil na tej točki, ker sem že ogromno časa pobral tudi sogovornikom, temeljni problem je, da imamo 25 let borbe po hribu navzgor, ki je pripeljalo do strahotnega nezaupanja, da ta država nikoli ne misli tisto, kar napiše ali pa kar reče. In nihče ne verjame, da je karkoli od tega, kar bi se lahko zgodilo, tudi možno, da bi se zgodilo, kaj šele, da je nedvomno res in da se bo zgodilo. Smo vsi za to, da se to zgodi, in naša dolžnost kot civilna družba je, da vplivamo in protestiramo in tišimo in plediramo in protestiramo, vse dokler te stvari ne bodo sklenjene. Mi več kot to, da sklenemo teharje se morajo urediti, da so se stvari začele dogajati, da državni uradniki, ki so za to pristojni bili že dolga leta, iz spodnjih predalov jemljajo mape, na katerih piše območje teharje, sanacija teharje, projekti teharje, pogodbe teharje, finančne obveznosti teharje. To so vse stvari, ki so že dolga leta po raznih predalih. Realiziralo se ni pa nikoli. Menim, da smo v točki, ko nas čakajo predsedniške volitve v prihodnjem letu, sposobni toliko pritiska izvesti, da imamo vsaj pri državi sogovornika, ki je življenjsko zainteresiran, da si pripne medaljo za hrabrost, za to, da je nekaj dovršil, in v tem je pripravljen iskati podporo tudi nižjih državnih uradnikov, zato da speljajo te stvari in se zadovolji crkveni strani in njihovemu interesu. Ta moment je lahko zgodovinski, da gremo en velik korak naprej od tistega, kjer smo danes. Ali ga bomo storili skupaj ali ne, ali pa bomo po klasični slovenski navadi našli 10 razlogov, okrog katerih se lahko skregamo, je pa seveda ključno vprašanje za vsakogar, ko enkrat identificira, kaj je strateško pomembno. Kaj je gozd, kaj je drevo, kaj je grm, kaj je list. Zame strateško ni dopustno, da bi slovenska država kot članica Evropske unije imela žrtve v gajbicah. To je zame nedopustno. In sem zato, da začnemo s to državo resen dialog okoli tega, da se na te žrtve ne pozabi tako, da se jih
spravi v Maribor, tako da ne bomo nikoli več vedeli, kdo je tam, da se čez položi travnato rušo, ki bo sicer čudovit park, ampak brez kakršnekoli označbe o tem, koga smo tja pokopali. Če se umaknemo iz tega aktivnega postopka plediranja in pogovarjanja z državo, potem moramo vedeti, kakšna je naša moč, kaj lahko še drugega storimo. To ni izraz nemoči, to je izraz realnosti, v kateri pravzaprav smo, da je naša moč moč argumentov, moč molitve tudi, če želite, moč žrtev vseh tistih, ki so pokopani in so dali svoje življenje v imenu borbe za to pravičnost, že takrat, ko je šlo za res. Na nas pa je zdaj, da se odločimo, kaj so tisti glavni poudarki, za katere se bomo postavili v vrsto in rekli, prvi cilj je to, drugi cilj je to, tretji cilj je pa to. V današnji razpravi pričakujem različne poglede, sem jih doživel in uspel slišati že mnogo in več ali manj mi je jasno, da članstvo Nove slovenske zaveze in pa dobro misleči ljudje, ki s nami simpatizirajo, pod A želijo, da žrtve niso pokopane v Mariboru. Pod B si želijo, da bi bile te žrtve nekje blizu doma. In pod C, da bi nekdo končno rekel, te žrtve niso bile potrebne in sistem, ki je na njihovi krvi nastal, je zločinski in ga ta država obsoja. Zame je tretji cilj najvažnejši, ker iz tega tretjega potem rabimo posluh in dobimo posluh države nazaj za izpeljavo prvih dveh. Zaenkrat se pogovarjamo tehnično, s premalo empatije, zato tudi ta razprava, ki je bila vodena do marca letos, ko je luč sveta zagledal ta javni razpis, ni bila z žrtvami, ni bila s sorodniki žrtev, ampak je bila tehnična, ker smo reševali tehnični problem. In ker smo reševali tehnični problem, je na koncu prišlo do začudenja, zakaj vendar ne razumete, da je to edina možna rešitev. Ker do letošnjega avgusta teharje nikoli niso bile v državni zavesti, da je to sploh lahko kraj pokopa. Z eno besedo, v enem aktu, ne občinskem, ne državnem, ni teharje kot spominski park določeno kot pokopno mesto. Ne kot pokopališče. Piše povsod simbolična kostnica. To se pravi, ta sprememba, ki se nam je zdaj zgodila v letošnjem poletju, je privedla do resnih valovanj v naših razpravah in je prav, nažalost pa prepozno. Vprašanje, če prepozno, če ne samo pozno. Jaz mislim, da dokler smo tukaj, je ta razprava potrebna in koristna. Več pa kasneje.